bila najbolj grozna noč v mojem življenju. Tle je hreščalo in treskalo. Sem se toliko strašila, da so se mi roke tako tresle. Ko so v začetku februarja zobe pokazali žled, sneg in poplave, smo se začeli zavedati, kako majhni in nemočni smo proti uničujočim silam narave. Šir smo. Se dobro pripravljeno. Res sem zahvala. Nikoli ne bo tako plačati, kako mi pomagajo. Če ne bilo gasilcev, bi bili čist prepuščeni sami sebi. Heroji riskirajo življenja. Gasilci so nesebično, brez plačila garali noč in dan. Bili smo skoraj 24 ur na dan tukaj noter. Otroke smo videli, sam ko smo hodili domov spat. A mirnega spanca niso imele niti njihove žene. Družina Celik Velikonja je strahom v očeh čakala, kdaj se bo Robi vrnil domov. Ko začne ponoči, pa podne v bedžer in bolj je konc našega spanja. Adrenalin naraste in čakamo, dokler se Robi nam ne javi. Le nekaj centimetrov pa je pred 3 tedni odločilo, da se je Robi srečno vrnil domov. Na streho kamiona, v katerem je bil, se je namreč podrlo drevo. So mi pa že po poti sovaščani rekli, da kdaj bom dala zapit. Sem rekla, zakaj? Ja, v bistvu se je Robi še enkrat rodil. Jaz sem rekla, se ni bilo nič kaj hudega, ne? Pol pa pridem dol, pa pogledam tovornjak, pol sem pa šele videla, kaj se je v bistvu res zgodilo, pa kaj bi se še lahko, no. Kdor nima gasilca doma, si pa manj tudi predstavlja, kakšen je ta del. Marsikdo pa si ne predstavlja niti tega, da 150 000 gasilcev dela s pomanjkljivo opremo, del katere pa se je poškodoval v katastrofi stoletja. Tele zaščitne obleke, ki jih imamo pa tukaj dol, od zadnje intervencije te ujme, ledene ni več 100% varne za ogenj, zato jih bomo mogli komplet vse zamenjati. Poškodovani pa so tudi gasilski škornji, pa motorne žage, agregat ne deluje, rokavice so preluknjene, samo zato bodo v Sovodnu odšteli 10 000 evrov. Da pa bodo na intervencijah lahko ponovno pomagali z gasilskim avtomobilom, bodo morali odšteti še najmanj 50 000 evrov. Če bodo imeli gasilci primerno opremo, bodo, ko jih boste potrebovali, morda že jutri z veseljem pomagali tudi vam.